No, kako je doma? Ne veš, kjer dan je boljši. Včeraj je bil najboljši dan. Ne, danes bo najboljši dan. Ne, jutri bo najboljši dan. Ker je dan dnevu enak, je težko pogledati, kateri vam bil bolj všeč. Imam eno rešitev. Vsak dan na koncu dneva si zapišite, kaj ste dobrega danes se naučili in pa zapišite si, ali je bilo mogoče, da niste prebrali ene informacije o COVID-19. Recimo, nekaj se dan z dnevom spreminja. Lej, danes pa cel dan nisem gledal poročila. Sem bral knjigo. Super, nekaj je drugače, ne? Ampak ne gre za to. Glavna tema današnjega videa je komunikacija med zaposlenimi, vodji, šefi, direktorji in lastniki. Kadar se zgodi podobna situacija, kot je ta, mene spominja na recimo smučarski padec. Padem in si zlomim desno roko. Z desno roko pišem, jem. Zelo pomembna mi je v mojem življenju. In zdaj kar naenkrat, klak, ni več. Življenje se spremeni. Kako naj zdaj naprej nadaljujem? Zmeraj s komunikacijo. Najprej rečem, mi podaš jakno, ne morem jakno vleči. Nekaj časa, dokler se ne navadim z levo roko, dokler se ne navadim spremeniti življenje na boljše. Podobno je zdaj v biznisu. Ta trenutek smo v nesreči. Se je zgodila nesreča in zdaj treba razmišljati, kako naprej. Zato je najboljše komunicirati. Dajte komunicirati med sabo, pogovarjajte se, kakšna je situacija, kako je z naročili, kako je z dobavitelji. Povejte vsakmu sodelavcu, pogovorite z njimi, razmišljajte, kako bo naprej. In tudi, če je zdaj situacija, rečete, pričakujemo še teden, pričakujemo 14 dni, ne vem, dajte razmišljati, da se pogovarjate, da so ljudje informirani in da ljudje tudi kaj dobrega kdaj predlagajo, kaj povejo. Kaj bi pa lahko ta čas naredili? In vsi tisti, ki mislite, da mi doma uživamo, ko ste vi zdaj v službi, vam nekaj povem, res se norca delate. Vi imate srečo, ker še imate službo. Nekateri se ne bodo imeli več kam vrniti. Ni tako enostavna stvar. Razmišljajte drugače. Zato tudi vsem tistim, ki želite komunicirati, ki hočete komunicirati s svojimi sodelavci, pošljite video, posnemte se po telefonu, naredite video. Ne pisati mail. Zaradi tega, ker če napišete mail, napišete želim ti lep sončen dan, on bo rekel, pa kaj je zdaj s tem mislil, kaj me zabava ali kaj mu je. Če pa posnamete video, pa človek vidi, da ste iskreni, da res tako mislite, kot govorite. Zato je komunikacija zelo pomembna. Komunicirajte tako, kot zdravnik komunicira z vami. Povej vam, kaj lahko pričakujete, katero preiskavo boste naredila, vi enako. Povejte, kaj delate, povejte, s čim se ukvarjate, kaj želite ustvariti, kako razmišljate, kaj boste naredili, ta prva stvar, ko boste prišli nazaj v podjetje, ko se bo stvar normalizirala. To je moje sporočilo danes. Communication, komunicirajte.